Živijo, dobrodošli vsi skupaj nazaj na Alien kanalu, od Alien mame, od Alenke Trogerlič, pa danes je za vas tukaj nov True Crime. Danes govorimo o primeru Kim Wall, oziroma o primeru, ki se mu tudi reče Submarine Case, torej primer iz podmornice. Kim Wall je bila v bistvu reporterka, rojena 23. marca 1978 v Trelleborgu na Švedskem, torej punca je prihajala iz severa. Tudi cela ta zgodba se odvija predvsem gor na severu v Skandinaviji. Starša od Kim Wall sta bila Joakim Wall in pa Ingrid Wall. Kim Wall je bila tako socialno bitje, social butterfly, rada je bila v družbi, ful je bila igriva, ful je bila radovedna, zato je tudi postala novinarka, ampak novinarstvo je pri njih teklo prav v družini. Tudi njena starša sta bila novinarja, tako da so res ogromno potovali in s tem je ona tudi videla ful sveta in v bistvu je bil to zaciklen krog. Sprav več sveta je videla, bolj je bila radovedna, več stvari je vedela in še več je hotela raziskati. Se pa na eni točki tudi zaželela biti freelance novinar, torej ne to, da si recimo zaposlen od Pro Plus, samo od recimo Pop TV-ja, a ne, ampak dejansko samostojen, ker raziskuješ tiste zgodbe, ki želiš, tiste, ki so ti všeč, greš kamor hočeš. Tako da želela je biti freelancerka in je tudi postala, tako da so njena dela tudi objavljali že New York Times, The Guardian in pa Vice, to so baje zelo tam pomembne revije, časopisi. Naredila je diplomsko iz mednarodnih razmerij, mislim, da je to pri nas na FDV-ju, in pa magistrsko na Columbia University, prav iz novinarstva in pa mednarodnih odnosov. Kakor sem rekla, bila je full social butterfly in pa radovedna in tudi učitelji opisovali kot full kreativno, ambiciozno, potem po drugi strani pa poleg tega je bila tudi taka, da je želela deep divati, se pravi površinsko nikoli ni dosta, ne, pa se to je glavna naloga novinarjev, ampak ona je šla vedno tako še korak naprej in tam tudi pridejo dobri članki, ampak ta ženska je šla dejansko tudi v Severno Korejo, vemo, da je tam ta baobab od strica in pač moraš imeti nekaj jajc. In pa tudi na Šrilanko, na primer, tako bolj odročne dele. Je imela eno poslastico, ki je bila v novinarstvu res uno, da je vedno želela raziskati in njena šibka točka so bili bogataši, ki so bili ful ekscentrični in pa so imeli ful enega keša in so ga na čuden način razmetavali ali pa, da so celo delali kakšne nore stvari. To je bila njena bombonček, ki je vedno iskala v družbi. Pogosto se je pač tudi dotaknila tem na ta način, da so pokazale hudo razliko med premoženjem med ljudmi, ker je ful za ta čas aktualno, vsi smo pač v kapitalizmu. Jo je pa potem ta želja po raziskovanju tega pripeljala do današnjega primera, kjer se je njena zgodba končala, ker je tudi izgubila življenje, zato je to primer o njej. Pripeljala je pot do danskega raziskovalca, on je bil dejansko mini superzvezda, ker ga je ogromno ljudi poznal, ker je bil pač tak izumitelj in pa istočasno bogataš, to je bil Peter Madsen, rojen 1971 leta. Ona se je zanj zanimala predvsem zaradi tega, ker se je on zanimal za rocket fuel in se je na polno ukvarjal z raketami. Začel je razvijati rakete in 1986 leta je izumil prvo raketo, ki je poletela v zrak nekaj 100 metrov in je dokaj varno, dokaj solidno tudi pristala, ker je ful pomembna stvar. I have no idea about rockets. Od takrat naprej je kao dobil cute nickname Rocket Geek in so ga tudi klicali v bistvu po nicknameu Rocket Madsen. Kim Wall je novinar, ki je bilo to pisano na kožo, rekla, jaz grem to raziskovati, to je geek, ki je ambiciozen in mečkan odštekan in ful denarja ima, jaz moram to zgodbo dobiti. Njegova želja po drugi strani je bila, da rata na Danskem en izmed najbolj pomembnih rocket scientistov in je tudi valjda želel, da je njegova zgodba slišana in takrat je on poslal štirim novinarkam ven pismo oziroma neke vrste prošnjo oziroma ponudbo, da on je pripravljen delati intervju in Kim Wall je bila prva, ki se je odzvala. Je imel pa tudi Peter precej žalostno otroštvo, vedno nazaj pridemo do tega, da pač je imel tak, ki je zloben, je imel zlobno otroštvo, sicer njegov oče je bil pijanec in ga je pretepal. In njega in druge otroke pri tej hiši. Ko se je pa potem tudi to oče ločil z njegovo mami, se je pa Peter vseeno odločil ostati z njemu, živeti z njemu. Se je pa potem oče poročil s precej mlajšo žensko. In zdaj, jaz ne vem točno zakaj, ampak od takrat naprej izvira ful značilno močno sovraštvo od Petra do žensk. Ne vem, ali jih sovraštvo ali preziranje, ampak tiste točke naprej. Ne vem, zakaj ne do moških. Skratka, dragi moji, jaz grem zelo v kratkem na Malto, tako, vi to gledate, sem jaz na poti na Malto. In ko jaz brskam stvari za Malto, mora biti nujno vključen Surfshark VPN, da mi stvarice ne bolj dostopne. In kako to nama pomaga? Tako da najprej označiš, da si iz Malte in potem dobiš cenejšo razne vstopnice, karte, letalske karte, rentakar. Jep, isto Netflix. What? Ti plačuješ celo ceno za delno bazo filmov serij. Če pa Surfshark VPN označiš, da si kjerkoli drugje, kjerkoli hočeš, da dobiš čisto drugo bazo za isto ceno.
maksimalno zasebnost, ki gledaš na internetu, karkoli, wink, wink. Boljše cene, ki ne kupuješ online. Pol imaš pa še opcijo Surfshark One, ki ima pa še ful enih opcij, naprimer izogne se pop-up adom in adom nasploh in pa ima opcijo antivirusa. Skratka, internet ve, kaj ti googlaš pozno v noč, ni to scary. Tako da, če hočeš prehraniti denar s Surfshark VPN-om, s 3 meseci zastonj in 83% popustom, spodaj klikni link, vtipkaj kodo Alenka in dobiš ta popust in bolano ponudbo. Skratka, pri tem primeru ima pomembna tudi geografija, namreč Kim Wall je tist čas, ko naj bi ona dva imela intervju, živela v Kopenhagnu s svojim fantom. Fun fact je, da je imel tudi Peter tam svojo delavnico in je bil ful zanimiv na ključje. In ona dosta se takrat dogovorila za ta intervju, kot sem rekla, Kim je bila prva, ki se je strinjala za intervju in zmenila sta se in ona naj bi prišla k njemu v delavnico, vsaj tako za uvodnih par besed, da se vse dogovorite in da potrdite, da intervju velja. Ona je šla tja pogumno, zaradi tega, ker to so zelo mirni, varni kraji. Verjetno to kot le ali pa še bolj, ker preprosto še kaj tazga zmeniš in če človek znan bo šel in te ne bo strah in jo tudi ni bilo in je šla. Njega morate razumeti, da so ga tam eni smatrali isto kot v Ameriki Elona Muska. 2017 se zgodi ta tragična zgodba, kjer bomo zdaj šli čez in tudi takrat se je ful manj ukvarjal z raketami in se je ful več ukvarjal s podmornicami. In ona dva sta se dogovorila, da ker je on sveže zgradil in zbildal eno podmornico takrat in je bila njegova ljubica, da bosta šla ona dva v podmornico, da bosta šla čez ta intervju. To podmornico je pa poimenoval UC3, vidite tukaj na sliki. Bila je homemade, kot sem rekla, ampak Kim ni bilo to niti približno tako zanimiv, kot pa rocket science z njegove strani. 10. august 2017 je bila ta usodna noč, večer, ko ne bi imela Kim Wall in pa njen fant izselitveno žurko, party, za kolege, ker ne bi se odpravljala na nov projekt v Azijo. Tako to vse skupaj tle ful tako neprijetno naključek se je zgodilo, ker tle vidite, kako je bila Kim Wall res požrtvovalna, da odobila ta primer, da odobila članek in je rekla, iz lastne žurke bom zmanjkala, ne bo me, saj dokler ne opravlja, verjetno pozno zvečer pridem na žurko, na najno žurko poslovilno. Tako da žurka se ni predstavljala, ona je sam pač šla vmes na intervju. Odplula sta od obale ob 7, ful je meni tragično, da obstaja tukaj, ne vem, a se celo videi, če najdem, bom pripela, je pa slika, ko jih zadnjič vidimo skupaj, Kim Wall se smeje in imamo tudi sporočila njena zadnja, naprimer fantu, ki je dejansko napisala I'm still alive, upam, da jih najdem, da jih lahko tukaj nalimam. I'm still alive, but I'm going down. To se res grozno sliši dejansko, ampak kao grem zdaj pod vodo, čeprav ima lahko tudi drug pomen. Napisala je fantu tudi, da je Peter prinesel piškote in kavo, tako da očitno se je počutila cool, safe in prijetno. Njen fant je potem redno pisal od 7 do 10, ker je bilo še dokaj razumljivo, da ona ne bo pisala, ker je obvisli pod vodo. Je pa potem počas postala malo scary, ker bi on pričakoval, da tam nekje ob 10 je zadnji caj, da je ona zunaj in mu lahko odpiše. Nekje so to podmornico potem tam blizu obale opazili, ampak ni imela prižganega satelita, tako da bi lahko vedelo, od koga je, kdo je in Peter pač tudi ni bil dosegljiv. Fanta je obvisli tekom te žurke skozi bolj skrbel, ker Kim ponavadi normalno pride dan, ko je vse v redu in tokrat ni in ob 2:30 AM zjutraj, torej še to isto noč, sta bila ona dva označena za pogrešane in se je začelo iskanje. Ob 10:30 zjutraj je bila končno podmornica opažena na morju, očitno je prišla na gladino in se najdel in je bil poslan čopr tja. Peter je takrat stal zunaj vode na podmornici na krovu in je kazal znake, da so vsi na krovu ok, očitno imajo neke znake. V resnici je bila fora, da se je ta podmornica potapljala. In ker se je pač potapljala, on je očitno sam hotel, da grejo pred, če mene vprašate, in ker se je dejansko potapljala, je vseeno bil primoran skočiti v vodo, da se reši, in je skočil v vodo in so ga potem rešili najbližji ribiči. Torej, Petra so dobal odpeljali v pristanišče in potem imamo spet tukaj slike iz tega pristanišča, ker je on pač kao, ok, cool sem, vse je v redu, vse je super, obviously, ampak tukaj samo on, ki je Kim. Ko so ga drugi spraševali, kje je Kim, je povedal, da je bil na krovu, zdaj, ko so ga najdeli, da je bil definitivno sam, da je njo odložil ob 10:30 že prejšnji večer na kopno. Vse pa te njegove sanje in leži zelo malo razblinjene, zaradi tega, ker tam, kjer je rekel, da jo je odložil, znanstvenik pa tako malo je razmišljal, da so tam obvisli kakšne kamere, zaradi tega, ker je nekdo imel tam dejansko lokal in je pogledal in je pokazal footage in Kim na temu pomolu ni bilo. Ever. Ljudje so počasi po tej zgodbi postali sumničavi, mečkaj ne bi bilo sumljivo vse skupaj, kaj se dogaja, pa tudi ena ženska, tako specializirana za te morske stvari iz danske vojske, je rekla, da podmornica se preprosto ne potone, ker tako, kot je v tem primeru začela potapljati in če že bi se jo komu dale rešiti. Torej, zakaj bi se on pustil tako dragocenemu njegovemu babyju domači homemade podmornici, da kar potone, zakaj? Tudi tisti, ki so poznali Petra, so rekli takrat, da se zelo čudno obnaša, da malo sumljivo, da ni tipično obnašanje zanj. Peter, ki bi ga oni poznali, bi
na tej točki ful žaloval za podmorence, tako očitno bi bil žalost. Pa vedno je tako ful poetično govoril, velike besede je uporabljal, tako zdaj bil pa ful tak tih zadržan. Torej, Kim je na tej točki pogrešana in poleg danske policije in vojske sodeluje tudi švedska policija. Iščejo tudi ogromno po vodi, ker tudi iščejo še vedno podmorencev na tej točki. Ne vem, kako se to tako hitro zgubi, ampak očitno se. In valjda jih skrbi na tej točki, da ko jo najdejo, bo Kim noter. Ko jo končno najdejo, so šli noter za GoProjem, niso mogli prav noter v podmornico, ampak od ozunaj, ko so šli podmorence z GoProjem, so imeli toliko dostopa in vida noter, da so lahko garantirali, da noter ni nobenega trupla, nobene ženske, nobene osebe. Peter je bil potem aretiran. Niso imeli res nič na podlagi česa bi ga lahko aretirali, je pa to en korak kao pred uradno aretacijo, ker že lahko greš na sodišče in te začnejo zasliševati. Ko so ga pridržali, so mu pa tudi vzeli DNK. Ko imajo končno zaslišanje, on dejansko prizna na sodišču, da je Kim dejansko umrla na krovu in pa se začnejo te njegove bizarne debulajščine, bebalajščine, kva je on vse govoril. On je rekel, ja, umrla je, bila je čista nesreča, jaz sem bila je nesreča s pokrovom, torej z loputo od podmorence, je padla na glavo in ker trupla še vedno ni na tej točki, že skoraj obtožen za umor iz malomarnosti. Vmes tekom teh dni so tudi podmornico že končno najdeli, dvignili, locirali in noter ni bilo res nobenega trupla, je bilo pa marsikaj drugega. Omenjali so tudi, da naj bi videli tam kakor nekak meso, pač opisali so kot meso, torej dele mesa, kosi mesa. Glavno ni moglo biti dober. Pa tudi tkanine, ki so bile zraven tega na tleh, ko so jih povohali, so opisovali von po železu, torej kri, ne. Bila je pa tam gor tudi lastnina od Kim, jakna in podobne stvari, ki so bile pomembne, ker je pa potem že zelo slab znak za Kima, ne. Ko so končno v rokah imeli podmorencev, so lahko tudi določili, da to, kar je on povedal, da je podmorencev prej dejansko potonil, je bila laž in ni bilo dejansko okvare in je bila dejansko potonjena namerno. 16. avgusta so mu v bistvu dvignili obtožbe, da so rekli še en potencialen umor še ene osebe nekje, da bi bil lahko pripisan njemu. Pa še eno od ribičev, tisti, ki so ga takrat rešili, ki je se vrgel v morje, je imel novo informacijo. Čopar je takrat očitno šel preč, ne, in niso vedeli, kaj se dogaja, ampak ribič je povedal, da ko so ga reševali, je on na eni točki rekel, čak, moram nazaj podmorencev, je plaval nazaj, da mora še nekaj narediti in potem spet prišel nazaj. Kim je na tej točki pogrešana 11 dni in iz Petra skoraj nič ne izvlečajo, je pa tukaj prvič, mislim, da prvič ali drugič že spremenil zgodbo in je rekel, bila je freak accident, tako se jim očitno reče, da je res tista loputa 70-kilska padla na glavo in je on zapaničaril. On je rekel, da je v paniki, ni več vedel, kaj bi in se je to grozno počutil, da je momentalen pogreb priredil in jo pokopal oziroma vrgel naj bi v morje in tisti moment že žaloval in da vse to čez in to je bila zdaj njegova nova zgodba. Ne vem, kaj bi si vi mislili o taki izjavi, ali to, mislim, kako, na kakšen način lahko to človek pove, da bi mu kdorkoli verjel, ne vem, pač bizarno je. In pa imaš tam starši, ki točno živejo vse te novice, vse je že v časopisih in mora tam gledati človeka, ki dejansko ne spravi nič iz sebe, niti laže se verjetno ne tako dobro v novo. Isto popoldne potem 21. avgusta dajo pa ven novico, da so našli truplo ženske, bila je pa naplavljena na obalo. Truplo je izgledalo prebodeno, kot da če bi nekdo to vrgel v morje, bi želel, da pač se organi napolnejo ali notranjost, da pač potonejo, ne, iz tega vidika prebodeno in pa tudi obdano s kosi kovine. Jaz sploh ne moram predstavljati, kako grozno je mogli to izgledati. In tako je tega 21. avgusta še niso mogli vedeti, da je to Kim, 23. avgusta je bilo pa to potrjeno, da je Kim. Na tej točki morate razumeti, da on še vedno trdi, da je bila to nesreča. In če človek trdi, da ni kriv, da ni bilo namerno in da je bila nesreča, če drugega je bil na tej točki obtožen z nedostojanstvenim ravnanjem s truplom. To je tudi ena taka stvar, ki je pač lahko kot po zakonu kriv. Potem so v iskalno akcijo pripeljali tudi pse, ki so dejansko natrenirani, da če jih imajo na površini, potem zavohajo v vodi približno kri ali pa kos mesa. Tako da ja, morski psi. Potem do 5. septembra imajo pa ogromno enih zaslišanj, ful so na sodišču ves čas in pa to sojenje je ekstremno pokrito javno. Ne toliko kar od Amber pa Johnny, ampak še zmeraj tam je bilo neskončno medijev in on je bil medijski človek in je znal delati s tem in je znal lagati in je znal nalagati, pa bil je smart. Res to, ki je bil smart, da so njega takrat imeli ful problemi spraševati vsi ti. Če poznaš rocket science, pol boš težko z enim odvetnikom, ne vem, te bo težko dosti dobre detajle vprašal in jih razumel, da bo še vedno lahko to je moglo biti res zajeban. Kratka, tukaj je njegova zgodba to, da ko je Kim lezla ven iz podmornice, ji je on držal loputo, mu je padla dol, 70-kilska loputa na njeno glavo in ona je v momentu potem padla dol in izkrvavela, vse je bilo krvav. So pa začeli njega tudi sum, da ima zelo rad tako posebno, kruto, ne BDSM pornografijo, ampak tako res next level mučenje, se pravi, da te
vzburja mučenje, eni so želeli potem preverjati njegov search, njegov VPN ljudi, VPN rabite, tega upam, da ne gledate, ampak želeli so dostop do njegovega računalnika, da preverijo, če je kaj na tem, ker to so zelo tudi take stvari, ki veliko povejo o človeku, obviously. In jim on ni pustil svojega računalnika. Valjda je imel pa tudi zato izgovor, ker je bil smart in je rekel, to je zato, ker so noter zelo pomembne poslovne skrivnosti, take stvari, ki jih nikakor na tej točki ne moram šerati z nobenemu in ne bi bilo fair. In pa želeli so gledati na razne psihične evalvacije, da vidijo, ali je on sploh psihično stabilen. Se pravi, vse to, kar je zanikal, da ne bo naredil, je potem kasneje mogel jim dati računalnik in definitivno so najdel zelo tak search, ekstremno nagnjenje k tem mučenje, pa tudi na psihične evalvacije je mogel iti. Še mesec pa pol potem trupla še vedno ni, ampak jim je potem en oceanografer pomagal določiti, glede na tokove morja, kje bi lahko takrat truplo bilo in so ga tudi najdel, druge ostanke. Ful globoko v morju so bile tako vreče ostankov od Kim Wall, torej prav tako njeni deli telesa so bile not, torej da je bilo vse razrezano, razsekano in pa njeni osebne stvari, tako telefon in take zadeve. Najdel so pa tudi njeno glavo, ker je bilo zanj verjeten zelo damning v tem momentu, ker ni bilo nobene poškodbe na njeni glavi, ni bila dotaknjena, tako da več kot očitno njegova zgodba zelo puto se razbije. Ampak je prišel ven z novo zgodbo, res vsakemu čast, hvala Bogu, da je tako pameten, da lahko tako nabija. On je trdil, da je bil zunaj na podmornici, ko se je nenadoma spustil tlak v podmornici in Kim je to ful v sunku iznenada prizadelo strani izpušnih plinov. Tekel je do vrat podmornice, da bi pomagal, ampak so bile stak, torej ni jih mogel odpreti in ji ni mogel pomagati, ona je bila pa takrat že zadušena strani ogljikovega monoksida. On si potem še vedno lagal, da ni kriv. Je bila potem tukaj primer ene žage. Ena žaga je bila najdena v morju na tleh, ki so jo povezali z njemu zaradi tega, ko sta se ona dodobla v njegovi delavnici in imamo slike v tem in posnetke, ima on tudi za sabo eno identično žago, tako da je velika verjetnost, da je imel to s sabo in mogoče celo naklepal, da jo je imel s sabo, da bo mogoče eno truplo razrezal, I guess. Na eni točki Peter potem priznal, da jo je razžagal, da je kriv, ampak bil je pa obtožen potem tudi za sexual assault, ker je bilo v bistvu eno truplo je bilo očitno zabodeno ogromankrat okrog mednožja, tako da več kot očitno je bila to ena izmed teh njegovih mučilnih fantazij. Tukaj je mečken žalostna situacija, ko po vsem tem zločinu je bil še on vedno naprej zvezda, še vedno se je o njem samo govorilo, o njem pisali namesto o njej, pač kaj je dosegla, kdo je izgubil življenje, ampak še vedno je bilo več govora o njemu, ker je ful žalostna situacija. So ga pa na koncu res precej obsodili tudi internetni searchi, ki je imel na primer search obglavitev punce v agoniji pa take stvari. Zdaj, da se je tako znebil trupla, je potem trdil, da kao iz usmiljenja do njene družine in take stvari, da jo ne bi mogli drugače videti, nikoli najti. To pa potem kasneje v njemu tudi razkrili, da se je udeleževal raznih orgij pa takih freak partijev. Njegovi mesiči so ga obsojali, dopisoval se s kakšnimi ženskami, tako na hard, v BDSM forah, željah, take ful krute stvari. Je pa zanimivo, da je v teh mesičih omenjal tudi smrt v podmornici, to je bila očitno njegova fantazija in konec koncev jo je izvedel. Psihiatrično, ko sem rekla, da je imel evalvacije, je bil označen, da mu manjka ful emocionalne inteligence. Obsojen je bil pa samo na 16 let, s tem, da po 12 let možnost pogojnega, ker je insane. Njegov najboljši prijatelj je potem pisal biografijo, ne vem, koga je poznal, očitno ne, ker nič o tem, kao prej ni vedel in je govoril tudi, da je očitno narcis, sociopat in vse te stvari in je noro, kako mu je uspelo vse to skriti pred svojo lastno družino, ker ja, imel družino. Še en fun fact od njega je, da je po 30 mesecih zapora dejansko pobegnil, tole je ta awkward slika, ki so ga ujeli, pač bad. Anyway, upomnik za VPN Surfshark, tole je ponudba 83% off 3 mesece zastonj, ali in kako da, dol je link. In to je to, jaz odpravljam na Malto. Naslednji video bo tako 99% vlog iz Malte. Če vas že prej zanima, kaj počnem, pa spremljajte na Instagramu, Alenka Trogrlič, pa na TikToku bo verjetno kaj. Aj, čau, Alien Mama out, pridni bote, radi se imejte. Bye!